18. vzporednik. Glede na neznosen tempo in količino dogajanja v ZDA bi se lahko z našim dopisnikom iz Washingtona pogovarjala ves dan, ampak se bova v nadaljevanju omejila na nekaj tem. Andrej Stopar, pozdravljen oziroma dobro jutro. Lepo pozdravljen, Nejc, lepo pozdravljeni poslušalci. Andrej, uvodoma vprašanje, ki se mu je vse pri nas v tem trenutku v vsakodnevnih debatah težko izogniti. Kako kaj zdravje? Je na javnem prevozu v ZDA že zaznati kaj več kašljajočih? Pri nas, na primer, v marsikaterem okolju ne manjka bolniških odsotnosti. No, glede na to, kdo je zdaj minister za zdravje v ZDA, je to zelo umestno vprašanje. Ampak pravzaprav niti ne toliko o gripi, kajti tukaj so recimo ošpice zdaj tiste, ki so aktualne, kajti minister za zdravje Kennedy nekako dvomi v cepljenje in to že kaže svoje posledice. Ampak ne toliko pri teh prehladnih obolenjih. Moram reči, da Washington je tukaj nekoliko posebno mesto, kajti tukaj so zelo resno vzeli takrat lekcijo COVID-a in zdaj ne razumite napak, ne želim tukaj nikakršnih rasističnih ocen dajati, ampak recimo predvsem temnopolto prebivalstvo tukaj je vzelo to zelo resno. In zdaj vidimo, recimo, če je nekdo prehlajen, zlasti temnopolti Washingtončani takoj začnejo nositi maske. Tako da prehladnih obolenj tukaj zaenkrat pravzaprav niti ni toliko, vse kar zadeva Zvezdno okrožje Kolumbija, niti ni toliko opozoril. Dobra novica, naj tako tudi ostane čim dlje seveda, ampak kar se zdravja tiče, ne zdravjem oziroma z rezultati pregledov, se zna kot z marsičim drugim pohvaliti tudi ameriški predsednik, ki mu pa vsaj tako se zdi vendarle ne gre po načrtih. Po še enem preobratu, kot kaže, sledi objava dosjejev o Jeffreyju Epsteinu, nekdanjem vplivnem finančniku, ki je spolno zlorabljal mladoletnice. Trump je bil še pred kratkim proti, zdaj preobrat. Je ta preobrat, Andrej, tudi zaušnica? Kaj morda pove o moči Donalda Trumpa? No, Donald Trump je še zmeraj proti, pravzaprav, ampak zakon je podpisal. Kaj se je zgodilo? Zgodilo se je to, da se je ves kongres, tako predstavniški dom, kot tudi senat, ampak zlasti predstavniški dom je bil tukaj prinesel veliko presenečenje, glasoval za javno objavo celotnega dosjeja Jeffreyja Epsteina, skratka tudi vsi republikanci, razen enega samega. Tako da, kljub temu, da je Donald Trump pozival k temu, da se ta resolucija ne podpre, resolucija o popolni objavi, so mu tukaj res tudi njegovi zvesti sledilci obrnili hrbet in glasovali za objavo tega dosjeja. Zdaj, to je šlo skozi senat zelo tekoče, tako da je zakon prišel na predsednikovo mizo, predsednik ga je podpisal in zdaj v slabem mesecu dni mora ta dosje dejansko postati javen. Kaj to pomeni? Videli bomo, kaj se bo zgodilo, videli bomo, kaj pravzaprav v tem dosjeju je takšnega, zakaj je Donald Trump tako zelo nasprotoval tej objavi. Seveda to je neke vrste zaušnica, ampak zakaj so to storili kongresniki? Kakorkoli obračamo, katerokoli temo vzamemo povezavi z Donaldom Trumpom, nobena druga ni tako globoko zarezala v njegovo najzvestejši del njegove volilne baze. Ljudje so zelo resno vzeli ta dosje, želijo videti, kaj je v njem, pa ne toliko, kaj zdaj predsednik počne v tem dosjeju in kako je zelo povezan z Jeffreyjem Epsteinom, ampak gre za preprosto zelo temeljno obsojanje pedofilije in spolnih zlorab otrok oziroma mladoletnih oseb. In to je ogorčilo bazo, zato to želijo vedeti in to je dejansko resno zamajalo podporo predsedniku. Med najzvestejšimi privrženci, tudi političnimi, tu smo zelo videli, da se je zgodilo nekaj, kar si sploh nismo znali predstavljati, da so en glas
govorili pripadniki skrajnega krila republikancev, globoko prepričani, recimo temu verniki MAGA in demokrati. In ta tema je očitno tista, ki je prepričala ljudi. Je pa zanimivo, da so številni, zlasti intelektualci, tukaj bili prepričani, da je to pravzaprav tema, ki je metanje peska v oči in preusmerjanje pozornosti iz bistvenih stvari. Ampak očitno je to bistvena stvar. Zdaj, po drugi strani je določene poteze vendarle težko osmisliti, jih razumeti. Že nekaj tednov denimo naraščajo napetosti v odnosu do Venezuele. Uradno se Združene države borijo proti narkokartelom, po drugi strani denimo tudi Politico piše, da imajo ljudje blizu Trumpa za Venezuelo po padcu vladavine Madura že kar kakšno idejo, kar napeljuje k temu, da okrepljena vojaška prisotnost v regiji ni samo posledica zagotavljanja varnosti Američanov. Zakaj gre? No, seveda sploh ne. Pravzaprav smo vsi čakali, kdaj bo prišel ta ukaz, da se v Karibe napoti letalonosilka. Kajti to je tista vojna formacija, brez katere pravzaprav ZDA nikoli ne posegajo vojaško. Zdaj seveda se je to zgodilo. Mislim, Gerald Ford je zapustil Split in se napotil v Karibe. To je najnovejša, najsodobnejša ameriška letalonosilka z kompletno bojno formacijo. Zdaj, scenarijev tukaj je več. Že začetek je nenavaden, kajti ZDA se proti narkokartelom, kot pravijo, uradno borijo z redno vojsko, ki seveda nič ne sprašuje, ampak samo razstreljuje. Ubili so zdaj že skoraj 100 ljudi pravzaprav na tak način, pa niti niso mogli ugotoviti, pravzaprav niti ni bila potrjena identiteta vseh teh ljudi, sploh ni jasno pravzaprav kdo je izgubil življenje v teh akcijah ameriške vojske, ampak seveda scenarijev, zakaj se to dogaja, ali gre res za narkokartel, ali gre za karkoli drugega, je seveda več. Zdaj, Venezuelo se ves čas uradno omenja v povezavi s fentanilom, ampak glavna država, iz katere fentanil v ZDA prihaja, seveda je Mehika in ne Venezuela. Venezuela je, če govorimo o drogah, zanimiva v kontekstu kokaina, ampak tega se sploh ne omenja. Zdaj, da ne pregravava zelo različnih scenarijev, eden je, ki se mi zdi zelo, zelo zanimiv in se lahko pravzaprav na nek način povezan tudi z Evropo oziroma nas pripelje v bližino Slovenije, to je seveda Rusija. Namreč Venezuela je silna zaveznica Rusije in preko Venezuele pravzaprav poteka kar nekaj obvodov, seveda nezakonitih, tajnih, s katero se Rusija oskrbuje, bodisi z raznimi uvoznimi artikli, proti katerim seveda je sankcionirana, oziroma tudi finančni tokovi potekajo preko Venezuele. Zato je zelo zanimivo gledati dinamiko pogajanj, ne pogajanj, glede konca vojne v Ukrajini. Vemo, da je predsednik Trump zelo nezadovoljen, zato ker se pač predsednika Zelenski in Putin nekako ne moreta spraviti za pogajalsko mizo in želi še eno to bleščečo pogajalsko zmago v mednarodnem prostoru. Do tega ne prihaja. In zdaj, če govorimo o sankcijah proti Rusiji, tudi te nekako ne primejo, ampak Venezuela bi bila pa, padec Venezuele bi bil pa pomemben udarec. To bi bila pravzaprav prava sankcija proti Rusiji, ki bi jo Rusija lahko zelo čutila. Ne? Tako da, recimo, pustiva pri tem scenariju, bomo videli, kaj se bo tukaj zgodilo. Venezuela torej kot neke vrste vzvod, zdaj pogajalski. Tako rekoč, pritisk, vzvod seveda za pritisk, kjer bi morda lahko Moskva pa res začela popuščati, zato ker bi jo to resno prizadelo. Zdaj, če napetosti v odnosu do Venezuele naraščajo, pa bi bili odnosi s Saudsko Arabijo ta hip najbrž kar težko boljši. V Beli hiši so nedavno gostili prestolonaslednika iz Saudske Arabije, Mohameda bin Salmana. Sklepali so se posli, dobro se je jedlo, sodeč po fotografijah, ni pa šlo seveda brez vprašanj o umoru novinarja Jamala Khashoggjija, sodelavca Washington Posta, v katerega
je bil tudi po ocenah ameriških varnostnih agencij opet prestolonaslednik. In ob teh vprašanjih se mi zdi, kar sem opazoval, je bila povedna že obrazna mimika, ne, Bin Salmana in pa tudi Trumpa. Kakšne pa so bile besedne reakcije tako Trumpa na eni strani kot na drugi strani novinarjev pa javnosti, da nima ob tem obisku, ob vsem, kar se je dogajalo? To je bil zelo zanimiv prizor, ja. In tu se tudi lepo vidi, ne, kako deluje logika Donalda Trumpa. Čeprav seveda so ameriške obveščevalne službe dokazovale povezanost prestolonaslednika kot naročnika umora Hašogdžija, je Trump preprosto pometel za vse to, vsemi temi dokazi, torej vlastnih, če tako rečem, obveščevalnih služb, zelo ognjevito zagovarjal prestolonaslednika kot človeka, ki s tem ni imel nobenega opravka in ki o tem pravzaprav sploh ničesar ni vedel, in celo šel še dlje. To vprašanje je prišlo iz vrst novinarjev ABC Newsa, torej velike, pomembne ameriške televizijske mreže, in zdaj predsednik Trump, zato ker je predstavnik ABC Newsa žalil dragega gosta v Beli hiši, zahteva odvzem licence tej televizijski mreži. Skratka, tu spet smo prišli do neke skrajnosti in ni to prvič, da se predsednik Trump zavzema za odvzem licence kakšnemu ameriškemu mediju, ampak to se je dogajalo dejansko v bogato pozlačeni, na novo pozlačeni ovalni pisarni in pred očmi celotne ameriške in svetovne javnosti, kjer je pravzaprav naredil še en križ čez nekaj, na kar je Amerika prisegala še do nedavno tega. In to je tudi za ameriško javnost pravzaprav bil in za kritične medije bil en tak dogodek, ki seveda mimo katerega niso mogli in ob katerim so se silno zgražali in mislim, da tudi upravičeno. Kljub vsemu še vedno presenečeni. Bo pa morda v prihodnje novice iz Bele hiše in okolice pisala umetna inteligenca. Izjemno dober posel je tudi umetna inteligenca, obenem prinaša tudi priložnosti, izzive, ampak tudi nevarnosti, kar sproža različne odzive. Zvezna vlada Andrej namerava, kot si opomnil, tožiti zvezne države, ki so same uvedle regulacijo umetne inteligence. Zakaj pa to? Tukaj je zelo zanimivo. Namreč, ko je Donald Trump kandidiral, je kandidiral tudi ne samo z obljubo, da bo naredil življenje Američanov boljše, ampak tudi z to klasično republikansko maksimo, da je regulacija pravzaprav ni potrebna, da je treba vse deregulirati, kajti sam trg bo tisti, ki bo opravil vse, kar je potrebno. Torej, deregulacija je bila eden izmed delov njegove kampanje in to zagovarja. Ampak kaj se je zgodilo? Ko je prišel nazaj v Belo hišo, je začel stvari izjemno intenzivno regulirati. Ampak regulacijo, seveda, kakorkoli omejevati, karkoli bi seveda Bela hiša rada imela vse vzvode v svojih rokah. Zdaj, ker se je to začelo dogajati, tako bi rekel, področje umetne inteligence se izjemno hitro razvija. Bela hiša na področju regulacije tega ni naredila pravzaprav nič oziroma premalo, zato so nekatere zvezne države vzele to v svoje roke, kajti umetna inteligenca seveda vzbuja številne tudi pomisleke in strahove in verjetno se vsi strinjamo, da je treba pravzaprav v razvoj tega področja vpeti čim več varovalk. In nekatere zvezne države so to seveda začele početi same, ker center ni naredil dovolj. Zdaj pa seveda se pripravlja, pravzaprav še ni prišel do podpisa izvršni ukaz predsednika, ki nalaga pravosodnemu ministrstvu, da toži države, ki so to že storile, kajti s tem so očitno prekrižali načrte, za katerih pa ne vemo točno, kakšni so, ki jih ima Bela hiša. In tako pridemo spet do nekega čudnega notranjega razvoja, neke dinamike, za katero pa mislim, da se Amerika morda pa v svoji skoraj 250-letni zgodovini še pa ni srečala. Takih nenavadnih odnosov med Washingtonom in zveznimi državami.
Kar je dodaten razlog, Andrej Stopar, da ti dela tudi v prihodnje ne bo zmanjkalo. Hvala za danes, za tale pogovor, uspešno poročanje. Še naprej želim in lep pozdrav, Washington. In tudi jaz želim vse dobro, lepo se imejte in srečno Slovenijo.